Mama, kaj je zdaj? Ja? Ne, snimam za video. 1, 2, 3. Mikrofon. Bam! Pozdravljena za na mojem kanalu. Današnji video gremo malo skozi, kak je bilo, ko sem jaz bil prvi v življenju vodič. Vodič v Mariboru. Koga sem pa zdaj vodil, oziroma komu sem pa bil vodič? Ja, nobenemu drugemu kot pa Pero Martiću. Pero Martić ima zdaj po Sloveniji turnejo, mislim, da se imenuje Troll Gang Tour. In zraven je vzel ful znanega youtubera, balkanskega youtubera Nunija. Сука, блядь, нахуй. Odi na ovoj, suka, bled, rusnem ti mamu, suka, bled. Oh yeah, baby, vako te rusne. Eni že Nunija poznate, tip ima tak skoraj po vseh njegovih kanalih, mislim, več kot 500 milijona subscriberjev. Pero Martić se bliža 100k subov in koga drugega bo poklical v Mariboru za vodiča, kot pa mene. Se je tudi sam rekel, največji mariborski youtuber. Let's go, check on the box! Vodič Maribora valjda, moral sem vzeti največjega mariborskega youtuberja. In to je v zahvalo vam, zaradi tega, ker ste me spravili do točno 41.488 subscriberjev, da res malo še nam manjka do 42.000 subov, pri 50.000 subov pa se postrižem. Deal? Preden začnemo z klipi od Nunija, z klipi od Perota, kaj vse skupaj se je dogajalo, vam moram povedati, da jaz nisem bil samo vodič, zdaj pa pač gremo okoli hoditi. Jaz sem dobesedno mogel vse skupaj natančno organizirati. Moram priznati, mogoče sem imela malo šuma pri najni komunikaciji s Perotom. Nisma se najbolj ene stvari razumela, ampak na koncu se mi zdi, da je stream nerealno dobro izpadel. Vi pa v chat napišite, oziroma v komentar napišite, ali je bil stream W, ali je bil Meet, ali je bil L. Jaz mislim, da je stream dejansko ful dobro ven prišel. Res je, da zdaj nismo imeli nekega glupega kontenta, kjer se bodali manj z drugega, ampak se je ful lepo videla, da sem imela Nuni pa Pero ful fajn v Mariboru. Jaz, ko sem vse skupaj to organiziral, sem imel nerealno dosti idej, pa tudi ni bilo lih nerealno dosti idej. Dosti idej sem imel, ki jih lahko v Mariboru naredimo za stream, da je bilo zanimivo, ampak ful folka se ni strinjalo, da pridemo k njim, da to vse skupaj posnamemo, da kar en veliki L za Maribor, da tako hudo niste za akcijo, vedno jamrate, kak bi imeli promocijo, kak nimate polnih lokalov, pa ko vam ponudim, da pride dobesedno skoraj 700.000 subov k vam, pa da bo streamalo, da bo imel na koncu tak 50.000 gledal stream, ja, mi pa ne bi imeli tega. Ja, te pač ne boš imel. Ena stvar, ki sem hotel Perota peljati pa Nunija je bilo, hotel sem jih peljati na jet skije na Dravi, ampak glih oni tam v onem društvu niso hoteli jet skijev posoditi. Ok, razumem, ker jet ski pač glih ni poceni stvar, čeprav se nikamor ne bi mogli zaleteti, ampak razumem, to edino mi je manjkalo v streamu, ker bi bila res dobra fora. Začeli smo pri 3 ribnikih, tam sem Perota prvič videl po dolgem času, stisnil mi roko, ful je že bilo, nekaj folka je že bilo tam in že tam je prišlo prvo do neke miskomunikacije, ali kako se temu reče, tam se že nekaj nismo razumela. Jaz se mislim, da bo Pero imel malo več folka in da bo lahko kdo avto odpeljal na drugo lokacijo, ker mi smo mislili čez celi Maribor, pojest čez celi Maribor in da nas bi tam doli pri Dravi na Lentu nekdo pobral. Ne vrnemo se, vse ne rabimo se vrniti, mislim. Ja, ampak rabimo mi še avto. Ne, mislim, edinče rabiš, a rabiš? Rabimo še avto. Ja, kaj pa gremo z avtom? Ne vem, kakšen je plan. Danes je malo folka. Veš, kak je plan? Mislim, ne vem točno, mislim. Nič ni, ja, mi bi še rabili avto, bolj da prijemo do druge lokacije. Pa se imamo avto? Ja, samo mi gremo zdaj dol, imamo še aktivnosti tja tisto smer. Ok, pa gremo z avtom? Prijem v avto. Čakaj, da skliram. In to že ni bilo možno, mi pa nismo imeli časa, da zdaj hodimo nazaj do 3 ribnikov in se rekel, dobro, Pero, skenslajmo to, jebeš pohod po parku, gremo kar mi not v center v Maribor in tudi to smo šli. Tam nas je pričakalo ful folka, jaz ne vem, odkot im lokacija. Jaz sem na story objavil dobesedno 20 minut, preden se je stream začel, to je videlo par folka, nekaj se jih je tam nabralo, ampak not v centru je bilo ogromno folka, če mene vprašaš. Prvo stvar, kaj smo šli narediti je, nekaj smo mogli valjda pojesti, smo šli čez Maribor in šli po moje v eno izmed boljših restauracij oziroma spotov,
kaj sem zdaj jedel do zdaj. Prvič sem jedel v luftu, nisem sploh vedel, da imajo hrano, baje imajo 1 leto zdaj hrano in je hrana bila banger. Pač gledajte reakcije od Nunija, kako hudo je bilo Nunijo dobro, ko se je nažiral se te hrane. Jaka, nemam ja srama ko Pero, ja moram da jedem. Sram. Znam, aj. Kaj je lutkan? No, Pa čakaj, trebam tanjir. šta je ovo? To jaje. Kada ti to? Bravo. Aj lahem brez sira, prosim. Bravo. A brez kumaric. Šta je ovo, Jaka? E, to je ludo. Bro, to zgleda ludo, majke mi, ne probaj to. Ne, to zgleda ludo, majke mi, to zgleda do jaja. Hrana je bila res banger, jedli smo od fish and chips do neke solatke, potem so bili neki takosi z suši ribo noter, oziroma z ribo, potem smo imeli burgere, perutničke, reberca, banger. Ta najlepša hvala Luft, da ste nas dobesedno tako dobro počastili, res priporočam. Pa še nerealno dober razgled imaš dol na celi Maribor. In to se mi je zdela perfekt točka za začetek, da Pero vidi vse okoli, Pero pa Nuni, da vidita vse okoli Maribor in da se prvo dobro najemo. Edino problem je bil, ker Pero absolutno nič ne je. Jaz ne vem, kako je Pero lahko zrasto. Kako Pero ni največji skinič v tem svetu. Pero ne je absolutno nič. Pero je burger brez sira, samo dobesedno meso noter, pa kruh, kebab je, jufko je, druga tipson ne je. Ampak dobro, glej, važno, da se je Nuni najedel ko pes, Pero je pol dobil svoj burger in reakcija je bila perfektna. Gledajte sad reakciju, ali bez zajebancije. Što? Znaš kakav je burger? Ima Majke. prazni burger. Ma nije. Znaš kakav je burger? Ne. Evo, leto, leto. Mama, Majke mi. mama, pogledaj moć. Kako dobro. Ej, Ali Ne, ne sa- zajebaj majke- se, ne, majke. majkem se ne zajebaj. leto, kako mekano ovo. Leto bombeta, koliko je mekana. Leto kad stisneš, leto, ej, koji, Ja mislim family friendly. ne, to je, kako je dobar, majke mi. Znam, ne, fakat je dobro. Ko se reče, ko je na glasu, svi pridite u lofta. U lufta. O, zdaj pridite u lufta! Šef Lufta nam je tudi ponudil njegove džine. Stari, to je bil najboljši džin, kaj sem ga zdaj pil, pač najboljša zadeva. Džin ima celo okoli pasjo grlico, tudi Pero si jo probal dati valjda gor. Daj, če je prav. Daj, Nuni, daj. Ajde, bježi. Daj, da... Ajde, ne moram, jaz sam pred bel vrat. Daj gore, daj. I da laješ. Stan jebe me ovo. Stan. Hej, Virao sam. iznervirao se. Veš kaj, jaz lahko dam to okol... Okolo raja. Okol, ja, to sem mislil, ja. Sem videl, da je tle Fortnite. Ker je bilo toliko hrane in enostavno nismo mogli vsega pojesti, valjda ne bomo v stran metali. Bek pa ja ne meto. In smo hrano podelili med folk, ki je bil zgoraj. Imeli smo še nekaj reberc, nekaj perutničk in smo pač potavali okoli. Realno, jaz se sploh nisem tako hudo najedel, ker nisem imel časa toliko jest, ker se je vse skupaj tako hitro dogajalo in smo res mogli imeti timing full hiter. Zapustili smo Luft, res respekt šefu Lufta nas tako počasto, še enkrat priporočam. Šli smo dol, valjda spet dol, folk počakal nas in smo prišli do fontane pred to banko, ki je v Mariboru. Vse je bilo super, folk je bil tam, slikali smo se in je Pero za foro pošprical iz te fontane ven vodo v Nunija. In kaj se zgodi? Nuni je skoraj mogel končati stream, zaradi tega, ker mu je skoraj oziroma začasno mu je mikrofon crknil. Gotovo. In smo že mislili, pa kako smo to zdaj to bo zdaj vse gotovo, Nuni jo mogel cancelati stream, domov bo mogel iti, mi pa tako dobro pripravili. Hvala Bogu je bilo na koncu vse skupaj in smo kar dalje pičli do Perotovega BMW-ja. Mi pridemo do avta, by the way, to je bila nedelja, mislim, da je bila nedelja, ja. Ali sobota, ne vem, možda se motim, se nima veze, vikend je bil
in ti ne rabiš za vikend plačati parkinga v Mariboru, ne? Pač do enega moraš plačati, ampak to je bilo ob 4, ko smo se mi dobili. Še kasneje je ta klip, ko boste zdaj videli. In Pero je imel gor na avto kazen. Jaz gledam, stari, kako ima tipson kazen gor na avto, če je ne more dobiti. Kazen je bila 8 €, random ass kazen. In pol mi na koncu streama, oziroma mislim, da je Pero celo še prej pogrunto, da mu je en trollganger dal kazen gor na avto. In je tipson kar beg vrgel. Boli njega, stari. Nuni si je v avtu mogel dobesedno hladiti telefon, zaradi tega, ker se je mu pregreval telefon. Telefon se mu je pregreval, štekalo mu je in to mi je edino škoda. Jaz mislim, da pri taki slavi pa uspehu, pa predvidevam tudi da denarju, ki ga imata Nuni in Pero, ne vem, možno da ga imata, možno da ga nimata, ampak dvomim, da jim gre slabo. Jaz mislim, da se bi lahko malo boljše potrudila za ta event, zaradi tega, ker če lahko da samo montažer, zdaj mogoče gor sliko, ti lahko kupiš nahrbtnik, mislim, da stane tako manj kot 3 €, kjer ti vleče internet iz vseh operaterov v Sloveniji. Vse operatere, vse posod bi mogel imeti perfekten internet. Ti lahko pol samo gor priklopiš svojo kamero, ki jo ima Pero doma, samo gor priklopiš kamero in imaš perfektno kvaliteto, telefon se ti ne na overheata, baterije nimaš probleme, vse bi bilo boljše. Na koncu to stane tako 3 € in imaš tipi topi stream. Ampak mogoče za drugič bo ta razmislila, ali pa tudi mogoče ne. Naslednja destinacija, Pohorje. Kjer se Pohorje vidi, slika moja iz davnih. Naš mariborski hrib, tja sem ga valjda mogel peljati in spet nas je tam pričakal folk in en ta mali pubec v levi smajci, ta pubec, ja. Non-stop je bil za nami, jaz te vem, kdo je njega vozil, kje so bili njegovi starši, ali je mali laufo za nami, ali se nam je skril v gepe kod avta, ne vem, mali je bil vse povsod, stari. Mi na koncu, ko smo še končali z Pohorjem, na koncu streama, je mali bil tam. Vsaka čast za trud, ampak pubeca Nunija in Perota sem peljal na vrh Pohorja, tam nas je sprejel en ful prijazen gospod, ki je vse skupaj to zrihtal, da lahko gremo mi na gondolo in pa na 3 kolesnike. Tako prvo smo morali iti gor na gondolo, Nuni je hotel v gondoli kadit. Puši se reko, brat, to puši, ali? Ne, tu not, ne. Ne, tu not, ne, smemo tu not, ne smeš, ne. Što na te? Joj, daj sam uvo ovdje, a? Daj jedan šabe, pukaj. Joj, kako mi s topom izgorili, brate, odšli bi na 5000 metara. Klasika, ne? Veš, da on zna delati content staviti. Tada mene je skrbelo pa tistega vodiča Pohorja, tisti, ko mi je pomagal na Pohorju, ko je vse to zrihtal. Stari, mene je bilo strah, da mi bo to zdaj vse za da se bo zameril, pa da bo on rekel, veš kaj, spokajte dol z gondole, adijo. Hvala Bogu, se je samo delal norca. Pridemo gor na gondolo in je bil, to pa je bilo zdaj tak fajn. Z Nunijem in pa s Perotom smo šli na 3 kolesnike. Prvo smo imeli problem, zaradi tega, ker Pero valjda ni šel kupiti nastavka za kamero, čeprav sem rekel, naj gre kupiti in tudi je rekel, da bo kupil. Ampak valjda pač lahko pozabiš pri tej vsej organizaciji. In je bila prvo šansa, da sploh ne bi šli na te 3 kolesnike. Pa sem bil tak, pa jebote, se bo tvoj kamerman vozil z eno roko, pa te zdaj snemo, ne bo šlo. Valjda bo šlo, če smo tu zdaj gori, bomo zrihtali, ne se nemo dol nazaj peljali, nekako bomo zrihtali, da bo nekdo nekak snemal. In na koncu je King, ki je bil naš vodič tukaj na Pohorju, je on zrihtal, da bo on Perota snemal in da se lahko njegov kamerman brez problema, brez strahu pelje. Ko mislimo kamermani, da to jamejo? Glej, zdaj je več možnosti. Pa kaj bomo mi naredili, mi moramo pa tle freestyle. Freestylat moramo, ja pa neki taj rad, ampak... Nisi pa kupil onega, ne? Nisem kupil onega. Fuck my život. Kako ćemo mi kamermane? Nuni. A čekaj, že idemo mi. Idemo po čelade. Jaz mislim, da je kamerman, letuje, tiš tu ni sploh strmo. Kamerman se počasi letuje. Ne, a veš kaj ima edin? Zoom pa je sle. Kaj da naredimo, ne vem. Kaj pa Mike? Ja. Kurčina, fuck. Okej, z eno roko ne moram pelat, a ne? Z eno roko to ne mogoče pelat.
Bolj težko. Z eno roko ni možno, ne? A imamo kaj? Možno, samo desno, da je na zadnji bremzi, da zadnji dve kolesi bremzata. Ja, odvisno, kjer je tvori. Ja, na ono. A je kaj, da je, a imamo kakšen ta za dve osebi, da se sede? Ne, za dve osebi pa teh ni. Okej. Pa onda ne moramo skroz dole, nek se puste na jamki. Cindy dole. Ja, Cindy, ko? Kako se zove? No, drugače, jaz lahko se tudi zraven pelem, pa tudi lahko sproti snemam. Cindy. Kaj pa, če se 6 ne vozi? A? On je prav, kaj če on... Ja, jaz se lahko zraven pelem čist zraven tebe, pa da snemam celo podolje. Ajde, bo odkraj. To so Ljubljančani, veš, malo so posrani. Veš kaj mislim? Nuni se je že sam dol peljal. Nuni se sploh ne bi smel dol peljati in se je kar sam tipsom dol peljal. Brez čelade, brez vsega. Nuni je res car, stari, nisem vedel, da je taka legenda Nuni. Prop te jeb! Halo! Ej, te tri kolesniki so zgledali bolano, čelade smo si dali gor in ga pičli dol po hribu. Prisežem, priporočam absolutno vsem. To sem zdaj šel prvič v lifeu in je bilo tako hudo fajn, tada video iz tega še sigurno pride. Imel sem tudi opcijo, da bi jih peljal na downhill. Ja, zaradi tega nas nisem peljal na downhill z pravimi kolesi, gorskimi kolesi, downhill kolesi, ker se bi točno to zgodilo. In nisem hotel biti Perota, njegovega kamermana ali pa celo Nunija. In sem rajši izbral bolj safe varianto in to so bili tri kolesniki. Mi se peljemo dol s tri kolesniki, Pero za mano, dokaj hitro se je pelo Pero, res smo malo bremzali. Pač mi s Perotom ga dol pičima, pridemo dol, gledamo, kje je zdaj Nuni, kje je njegov kamerman, kaj se je zgodilo. Kje sta ona dva? Evo se. Kaj sta? Ne. In kaj se je zgodilo z Nunijom? Valjda Nuni ne more biti Nuni, če nekaj ne naredi, ne? Valjda sta se zaletavala z njegovim kamermanom, pač 2-1 froca, stari. Valjda sta se zaletela, hvala Bogu je stream ujel zaradi tega, ker mu je stream ful štekal zgoraj. In je glih takrat šteklno, preden se je on zaletel, ampak je kamera pravočasno nazaj prišla. Pepti! Pepti! Stavi vas! Sad moramo vas svašće mislim. Pero je bil absolutno navdušen nad tri kolesniki, se mislim, da boste videli po njegovi reakciji. Pa to jako! Koliko je to jako! Koliko je to jako! To pa je bil čas, da se mi napotimo na drugo lokacijo, ki je tudi na Pohorju, oziroma na drugo aktivnost. Nuni je malo še lovil krave. Jao, kako je lijepa! Ful je bilo šita na tleh, da smo morali paziti, kje hodimo. Ej, pohod je bil nerealno dolgi. Pohod je bil nerealno dolgi, ali pa se mi je samo zdaj, hodili smo enih 15 minut do naslednje lokacije. In ko smo imeli pauzo, me je Nuni prankno, da mi je dal kačo gor na majico. Šta svjetski prvak, Polan? Kakav svjetski prvak? Gorskem kolesarjenju, downhill. Škaj, na knap imam te patike. In me zdaj tle v noht. In zdaj imam modar noht. In pa moral bom odpadati noht, da znova zraste. A Šunka, imaš plan noht? A si kdaj imel plan noht? Ha? Ejoj, ne! Pa jebi se, Ne, škaj, usta sem mislil, da ćeš pasti. Pa pizda. Ma jebi se ti, stari. Ti pa tudi On ti je? gustek. Ne, sem mislil, da je ta prava, brat. Kako da sem pizda? Nisem mislil, da je fake. In valjda se jaz fucking vstrašim, če me Pero me je vstrašil bolj, Pero je bil tisti, ki me je vstrašil za to kačo. Jaz je pač prvo sploh nisem videl, ampak ja, dober prank Nuni. Vse ti še dobil svojo porcijo nazaj, kot jim na golfu tvojem kole vse dol vtrgali pa vzravo not pometali. Se ti še prideš, Maribor Nuni, se še prideš. Nuni je bil res zadovoljen z turom Maribora do zdaj, ker me vmes parkrat mi je dal roko, pa res pohvalo, vsaka čast, jaka, bla bla bla. So pa dečki ful jamrali, ker so mogli 15 minut hoditi. Stari, jaz ne hodim nikamor, jaz sem tu tisti, ko lao jamram. Non-stop so jamrali, stari. Malo se sprehodimo, čilaj, dečki, jebote, malo naravice, malo pohoda, ne naškodi. Ampak ker Nuni valjda ni mogel hoditi, si je od ene random ženske s posodo palco zahodil. Ne posudi.
Eno, može, molim vas. Dole, do kuće, hvala. Evo meni do kuće, štapa. Ovo je priča. Tiče do naslednje lokacije, razgled im je bil absolutno amazing, non-stop smo hvalili ta razgled, ker na Pohorju vidiš dobesedno celi Maribor. Gremo mi do naslednje lokacije, ki pa je Pohor Jet. Zelo pomembno je, daš naprej, gas, spustiš, bremza samo, hočeš bolj bremzati sebi. Vedno gledati pred sebe, da se ne zaletiš, ko so znaki stop, bremzaš. Prišli smo do Pohor Jetov, spokamo se gor na Pohor Jete, jaz tudi Nunijo razložim, kako se vozi naprej gas, nazaj bremza, da bo pač, da se ne bo bil. In gospod reče, ne se zaletavat. Ne moj lupat. Ne, ali ozbiljno ne smijem ovdje lupat, bez jebancije. Jebem li ti majku, ne smijem. Jebem li ti sve. Koči! Koči nazad vuci, jebo totac te jebo ludi. Upaš ćemo ni ovo bolan ko ono gore. Vidiš da nema šipke bolan. Vidiš da pol šipke fali, jec normalan. Jebem li ti majku. Ti jebem u... Stani bolan! Zavijajte, brejk, ozbiljno, brejk, stani, brejk. Pa brejk, vidiš da je brejk. Valjda se je zaletaval. Klasika Nunijova, on se more zaletavati. Njegov kamerman pa Nuni sta res content mašini, res sta ful smešna pa zanimiva. Tipson se je valjda zaletaval, Pero se je celo pot dobesedno dr. Ne, majke mi! Fuck! Stop! Jaz sem se imel fajn, tudi to priporočam, če še nisi šel, nerealno lep razgled imaš dol na Maribor. In tukaj se je že pol počasi naša turneja končala. Pero je bil zelo zadovoljen, vsaj tak je rekel, upam, da je resnici tudi bil. Nuni me je res pohvalil off-stream, mi je dal še parkrat roko, ker smo se pol domov peljali do centra. Je ful hvalil celo turnejo, res se je imel fajn. In se mi zdi, da je bil taki prijeten content za gledati. Ni bilo nekega debilizma, ni bilo nekega budaljenja, valjda je bilo tudi, ne. Ampak je bil taki prijeten content, kjer ti vidiš, da se ima Pero fajn, kjer se ima Nuni fajn. Super je bilo, res sem še hotel nekaj zraven. Imeli smo še plan, da gremo v Wake Park, ampak nažalost se časovno ni šlo, ker bi vse predolgo trajalo. Upam, da je vam bila turneja všeč, upam, da veste, da sem se potrudil, koliko se je dalo. Hvala Perotu, da me je vzel za vodiča. Moram pa reči, da kdo ne mara Nunija, ne? Stari Nuni je faca. Nuni je res faca, stari. Res je dober človek, res je hvaležen. Respekt Perotu. Pero mi je na koncu streama, ko me je peljal domov, mi je tišal denar v roke, pa je rekel, jaka si kaj plačal, na, tu imaš, ti moram kaj poračunati. Pa sem rekel, Pero, vse smo bili zmenjeni, da je to promocijsko, vse imamo free. Tada respekt Perotu, tudi Pero, jaz tako vedel, da je Pero dober človek. Pero ni slaba oseba. Ampak probajmo Perota spraviti do 100k, probajmo mene spraviti do 42 000 subov. Realno, da vam pa zdaj kaj behind the scenes se pa nič ni zgodilo, ker je bilo absolutno vse posneto. Hvala vsem, ko ste prišli, hvala vsem, ko ste obogali, da zdaj v lufta vsi ne moramo iti, čeprav eni so še vedno zadaj prišli, ne, ampak dobro, ajde, razumem. To pa je to, če ste uživali v tem videu, ga lajkajte, subscribajte se, gremo do 42 000 subov, followajte me na Instagramu, pa objavil sem sliko z Nunijem, pa z Perotom, ki ima zdaj, mislim, da celo 70 000, 82 000 ogledov ima, tako da idite lajkati sliko, nekaj lepega komentirajte, WL Ormit, ker tudi bo vprašanje, kako se vam je zdel stream. Uživajte, pa se vidimo v naslednjem videu. Adijo! Pri 50 000 subov pa se postrižem. Deal?